Gledam aplikacijo Screen Time na telefonu, in opažam, da sem imel v preteklem tednu 23% več telefon v rokah kot en teden prej. Moram narediti nekaj glede tega, pa še eno opravičilo vam dolgujem. Kdo se strinja, da je tu kaka barbika preveč, ampak tako pač je, ne? So se nabrale. Kaj bomo delali zdaj z barbikami? Barbika bova preoblačila. Aha, preoblačila jih bova. Malo bova naredila modno revijo. Opravičilo. Ja, pred časom sem organiziral eno nagradno igro za igralno konzolo. Nisem še uspel narediti žreba, ampak žreb bo zagotovo. Ampak naj se zdaj ta korona zadeva malo poleže, pol pa zagotovo žrebamo. Zdaj pa gremo na modno revijo. Katero bomo zdaj zrihtala? Tata. Evo, gospodične so pripravljene za napisto. Mi si pa gremo zdaj pogledati to aplikacijo Screen Time, pa da vidimo, kaj lahko naredimo glede tega. Evo, pred nami je aplikacija Screen Time. Jaz uporabljam iPhone, tako da pri meni izgleda tako. Zagotovo imajo tudi Android telefoni to funkcijo. Odprl sem statistiko za prejšnji teden in kot vidite, sem bil na telefonu slabih 5 ur povprečno na dan, kar je 23% več kot pa en teden prej. 20 ur socialna omrežja, 6 ur zabava in pa 2 uri pa pol produktivnost. Aplikacija, ki me najbolj moti, je Facebook, na kateri sem v celem tednu preživel 13 ur. To je groza. Jaz se smatram, oziroma sem se do nedavnega smatral kot nekoga, ki nalaga na socialna omrežja in jih ne toliko gleda, kaj drugi nalagajo, ampak v zadnjem tednu, dveh se je to spremenilo in sem se večkrat zalotil, da scrollam po Facebooku, po zidu do onemoglega. V preteklosti sem odprl Facebook, pogledal zadnje 2-3 poste in je bilo to to. Tako da tukaj imam veliko rezerve, da to zmanjšam. Potem imamo 6 ur YouTubea. YouTubea mislim, da ne bom nekaj zmanjševal, ker ne gledam televizije, na YouTubeu pa gledam v glavnem izobraževalne vsebine glede fotografije in videa. Instagram je aplikacija, katero tudi lahko vsaj za 50% zmanjšam, če še ne več. Messenger, Gmail, mail, ostalo. Tu pa mislim, da ni neke rezerve, ker v glavnem, če mi nekdo piše, mu seveda odgovorim. 96-krat sem povprečno na dan vzel telefon v roke.
skupaj 672 krat 117 krat zaradi Facebooka in to je to, kot sem že povedal, kar moram v glavnem znižati. Kako se bom lotil tega, da znižam čas na telefonu? V glavnem tako, da bom izklopil vsa obvestila na teh aplikacijah, razen za direktna sporočila, to bom obdržal. Pa da vidimo, koliko uspem zmanjšati čas na telefonu. Ne bom si dajal nekih ciljev, nekih blokad, saj si ne mislim zaradi tega delati stresa, ampak da vidim, kako lahko bolj pametno uporabim ta čas. Predvsem bi rad veliko večino tega časa namenil temu YouTube kanalu in ustvarjanju spletnih vsebin, se pravi, da se vrnem tja, kjer sem bil, nekaj ustvarim, naložim in je to. V bistvu, čeprav je meni fajn, če vi gledate to, kar naložim, bom sam najbrž izpustil kaj od tega, kar ste vi naložili. Naj bo to eksperimentalno obdobje, pa da vidimo, kaj bo to prineslo. Del tega časa bom tudi namenil telovadbi, sploh zdaj, ko smo doma cele dneve in ni nekega gibanja, sem si zadal cilj, da grem, ne glede na vreme, vsak dan naredim en trening, ali je to tek, ali je to pohod, je to, ne vem, doma sobno kolo, ali uteži, ali karkoli. V glavnem, vsak dan bom naredil en tak vsaj polurni trening. Ja, to pa to. Dajte mi vi zapisati v komentar, kaj si mislite o tem social media detoxu. Če ste sami že dali kaj takega skozi, kakšne so vaše izkušnje. Naročite se na kanal, da ne zamudite videa, ko objavim, kakšni so moji rezultati. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!